Dobrodošli v posebnem podkastu Društva za zdravje srca in ožilja. Govorili bomo o transtiretinski amiloidozi oziroma pravilneje rečeno transtiretinski amiloidni kardiomiopatiji ali pa še preprosteje o amiloidozi srca ter njeni vlogi pri srčnem popuščanju. Z nami sta strokovnjaka s področja diagnostike in zdravljenja ter predstavnik bolnikov za podporo ljudem, ki živijo s to boleznijo. Dr. Sabina Frljak in dr. Gregor Zemljič sta specialista kardiologa, specializirana tudi za diagnostiko in zdravljenje amiloidoze. Pozdravljena, z nami pa je tudi Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja, ki pomaga ljudem z boleznimi srca in ožilja prek različnih programov. Danes bomo slišali kar nekaj o tem, zakaj je ATTR, amiloidoza srca, ki je relativno redka bolezen, tako pomembna tema. Dr. Zemljič, še pred nekaj leti je bila ATTR obravnavana kot redka bolezen. Kaj se je pravzaprav spremenilo in zakaj je tako pridobila na pomenu? V ožjem smislu poznamo tudi redko bolezen, se pravi dedno obliko bolezni, kjer je prisotna mutacija. ATTR, to je v bistvu kratica za transtiretin, to je protein, ki ga imamo vsi prisotnega v telesu, in če je prisotna mutacija, ta pospešeno razpada in se pojavi bolezen, lahko prizadeto živčevje, kot tudi prizadeto srca. Medtem ko pa je v normalni obliki transtiretin tudi do neke mere nestabilen, razpada, v tem primeru pa se odlaga večinoma v srčni mišici, redkeje v živčevju, lahko v nekaterih vezeh, kot je krpalna vez, in v tem primeru pa bolezen se je izkazalo ni tako redka, kot smo sprva mislili. In tudi kot je imela v začetku v imenu, gre za senilno oziroma starostno amiloidozo srca, se pojavlja pogosteje pri starejših in višja, ko je starost bolnika, večja je verjetnost, da ima transtiretinsko amiloidozo. Zaradi tega je toliko pomembno, da težave, ki jih ob starosti pripišemo v smislu upada zmogljivosti, zadihanosti, otekanja nog, da jih ne pripišemo staranju, ampak da pomislimo, da morda v ozadju pa gre za transtiretinsko amiloidozo srca. Seveda moramo sami predstaviti svoje težave zdravniku, zdravnik pa bo potem glede na naše težave odredil dalje laboratorijske preiskave, ultrazvok srca, s katerimi bomo potem prišli do končne diagnoze. Ali opažate spremembo pri tej bolezni, se pravi, da se jo da zdraviti tudi v klinični praksi? Kako se to pozna, na primer, pri tem, koliko je danes bolnikov, ki jih obravnavate v zvezi s to boleznijo? Tako, v zadnjih letih se je poznavanje bolezni precej izboljšalo, predvsem pa se je izboljšala ozaveščenost. In tako se je pač tudi obravnava teh bolnikov bistveno spremenila. Če smo še pred nekaj leti trdili, da nimamo česa storiti, imamo sedaj na voljo učinkovita zdravljenja, in na podlagi tega seveda se je bistveno povečala ozaveščenost tako med bolniki kot med zdravniki, med splošnimi zdravniki in med kardiologi, da se na to bolezen pogosteje pomisli, in ko se pogosteje pomisli, seveda na ta način lahko bolezen tudi dovolj zgodaj odkrijemo in čim prej pričnemo zdraviti. Kakšne so nove možnosti zdravljenja oziroma kako so nove možnosti zdravljenja spremenile pogled na amiloidozo srca, dr. Frljakova? Ja, seveda prihod zdravil je močno spremenil pogled na bolezen, nekoč neozdravljiva, napredujoča bolezen z izjemno slabo prognozo, je dobila neko novo perspektivo z novimi zdravili, Zdravila omogočijo stabilizacijo, se pravi, ta trenutek nekako ustavijo bolezenski proces, ne odstranijo bolezni same, vendar, če postavimo diagnozo dovolj zgodaj, potem lahko bolezen praktično zaustavimo na tem mestu in pri zdajšnjih podatkih, ki jih imamo na voljo, če je zgodaj odkrita, imajo bolniki praktično enako preživetje kot zdravi vrstniki
Tako da je nekako diagnoza ne pomeni obsodbe več na trpljenje, ampak nekako odpira neko možnost zdravljenja in s tem ne daljšamo samo preživetja, ampak tudi izboljšamo kvaliteto življenja. Ne? Si vsi zelo prizadevate, da bi našli čim več bolnikov, da bi jim lahko pomagali, kako to vpliva na vsakodnevne klinične odločitve, na obravnavo vas, zdravnikov, ki se s tem ukvarjate? Ja, mogoče od nas to zahteva nekoliko drugačen pristop. Eno je zavedanje, da ni to tako redka bolezen in pa dejstvo, da imamo na voljo zdravljenja, nas obvezuje k mogoče bolj proaktivni vlogi. Zdaj pri bolnikih s srčnim popuščanjem moramo vedno pomisliti tudi na ATTR kardiomiopatijo in če na njo pomislimo oziroma če imamo kakšne kazalce, ki bi nam kazali v to smer, potem moramo diagnozo ovreči oziroma je postaviti. Ne. V večini primerov je to relativno enostavno, je pa tukaj seveda pomembno tako timsko delo kot tudi sodelovanje med različnimi specialnostmi. Bi lahko dr. Frljakova in dr. Zemljič mogoče vsak nekaj povedala oziroma nam prikazala znake te bolezni, na katere so bolniki in seveda njihovi zdravniki, predvsem tukaj mislim na družinske zdravnike, lahko pozorni in bolezen tako hitreje prepoznajo? V bistvu se bolezen navzven kaže predvsem kot srčno popuščanje. Seveda je srčno popuščanje zelo širok pojem, veliko bolezni vodi v srčno popuščanje. Poznamo v grobem celo dva tipa srčnega popuščanja. Eno je z znižanim stisnim deležem, recimo najpogosteje, če si predstavljamo, je to po miokardnem infarktu, recimo. Potem pa srčno popuščanje z ohranjenim stisnim deležem, se pravi, je krčljivost sten levega prekata še normalna, vendar pa ker se v steni prekata nalaga snov, v tem primeru amiloid, ki je posledica odloženega transtiretina, te stene postanejo bolj toge in sprejmejo manj krvi v srce in posledično tudi srce prečrpa naprej po telesu manj krvi in bolniki se v prvi vrsti pritožujejo nad upadom zmogljivosti, z zadihanostjo, lahko pričnejo otekati v spodnje okončine, v goleni, v gležnje, lahko se pojavijo motnje ritma, občutek nerednega bitja srca, izrednih utripov, lahko tudi omotica, omedlevica, prekolapsna stanja. In to so v bistvu glavni simptomi in znaki bolezni, pri katerih moramo posumiti, da gre za srčno popuščanje. Seveda pa moramo vedno, ko se postavi sum na srčno popuščanje in se ga tudi potrdi z ultrazvočno preiskavo, potem nujno iskati osnovni vzrok. Poleg te bolezni zadnje čase lahko zdravimo specifično tudi druge bolezni, ki so pripeljale do srčnega popuščanja, in namesto da zdravimo srčno popuščanje kot bolezen kot tako, zdravimo osnovno bolezen, ki je pripeljala do srčnega popuščanja in smo na ta način še bistveno učinkovitejši. In kot je dr. Frljakova že povedala, transtiretinska amiloidoza srca je ena od takih bolezni, ki jo lahko sedaj učinkovito ciljano zdravimo. Kaj pa nekoliko bolj nespecifični znaki, da temu tako rečem, na katere bo pa mogoče zdravnik družinske medicine prej pomislil, če bo mogoče vedel, da jih lahko pripiše tudi recimo transtiretinski amiloidozi? Ja, seveda, mi kardiologi imamo zelo ozek pogled na bolnika, ne, osebni zdravniki dobijo veliko več informacij in imajo boljši vpogled v bolnikovo stanje in tako kot je Gregor povedal, ATTR kardiomiopatija to ni bolezen, ki nastane v enem dnevu, ampak je to dolgotrajen proces nalaganja amiloida. In to ne samo v srce, ampak tudi v druge organe in tkiva, tako da imajo te bolniki zelo nespecifične težave in zelo raznoliko klinično sliko, ki se od bolnika do bolnika razlikuje, so pa neki opozorilni znaki, ki jih vseeno zasledimo pri veliko bolnikih, ki se pa različno združujejo. Predvsem je tukaj pridružena prizadetost skeletno-mišičnega sistema, kot so recimo sindrom karpalnega kanala, obojestranski sindrom ponavadi, potem spinalna stenoza, rupture kit, mišic,
Potem so tukaj nevrološki znaki, predvsem okvare delovanja avtonomnega živčevja, kot so ortostatizmi, vrtoglavice ob menjavi položaja, potem motnje v prebavi v smislu izmenjave drisk, pa zaprtja, pa napihnjenosti, potem zraven tega lahko imajo bolniki tudi, predvsem pri moških je prisotna erektilna disfunkcija. Skratka, tukaj je kup enih opozorilnih znakov, za katere verjetno osebni zdravnik zve veliko prej, kardiologi pa morda nismo dovolj pozorni, ampak na podlagi njih lahko posumimo, če imamo bolnika s srčnim popuščanjem, da gre za ATTR kardiomiopatijo in jih tudi hitreje odkrijemo. Recimo sindrom karpalnega kanala je lahko tudi že 10 let pred pojavom srčnega popuščanja prisoten, ne. Tako da moramo na bolezen v resnici vedno posumiti takrat, ko imamo kombinacijo srčnega popuščanja z nevrološkimi ali pa skeletno-mišičnimi težavami ali pa v primeru družinske anamneze amiloidoze, a ne. Tudi to je pomembno. V Sloveniji sicer redko, pa vendar tudi posamezni primeri so prisotni. Doktor Zemljič, morda nismo dovolj poudarili, zakaj je tako pomembno, da zgodaj prepoznamo amiloidozo srca oziroma ATTR. Zgodaj jo moramo, čim bolj kot jo bomo zgodaj prepoznali, prej jo bomo lahko učinkovito zdravili, ne. Tako kot je poudarila dr. Frljak, gre za kronično bolezen, počasi napredujočo bolezen, vendar vseeno, ko dosežemo nek napredovali stadij, takrat bo tudi učinkovito zdravljenje slabše. Se pravi, prej, ko bomo ugotovili bolezen, prej, ko jo bomo pričeli zdraviti, boljše izhode lahko pričakujemo. To so pokazale tudi velike študije, to so pokazale tudi naše izkušnje. Zato je toliko bolj pomembno, da predvsem pri bolnikih, ki imajo že neke težave, ki jih je lepo opisala dr. Frljakova, kot so sindrom karpalnega kanala, sploh če je ta obojestranski in je bil pred par leti in se pojavijo težave v smislu srčnega opuščanja, ali je bil predhodno bolnik operiran zaradi zožitve hrbtenjačnega kanala, ali je imel počeno rotatorno manšeto, ali celo tetivo bicepsa, ali morda pogosto tudi pogostejše pri teh bolnikih operacijo kolkov ali kolen, in se nekaj let zatem pojavijo znaki srčnega popuščanja oziroma upad zmogljivosti, takrat še posebej moramo pomisliti tudi na to bolezen. In prej, ko bomo pomislili, prej bomo lahko uvedli zdravljenje in bolj učinkovito bo to zdravljenje. Kakšna je najučinkovitejša pot bolnika? Se pravi, kje lahko ljudje, ki imajo tovrstne težave oziroma ob sumu, da zdravniki sumijo na to bolezen, kje lahko dobijo pomoč v Sloveniji? Oziroma zdravljenje, specifično zdravljenje, diagnostiko? Z dr. Frljakova vodiva ambulanto za infiltrativne bolezni in amiloidozo srca. Ta je locirana na Polikliniki v Ljubljani in je del kliničnega oddelka za kardiologijo, specifično našega pododdelka za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca. Ambulanta je bila ustanovljena leta 2017, takrat smo v bistvu zaznali, da bo teh bolnikov kar nekaj, in to so tudi izkušnje kažejo, v bistvu število teh bolnikov, ki se vodijo v naši ambulanti, narašča. Tako da se vsi zdravniki splošni oziroma družinski in kardiologi lahko obrnejo k nama za nasvet ali pa pošljejo bolnika z že izdelano diagnozo v najino ambulanto, kjer bomo ponovno prevetrili vse izvide in se odločili o optimalnem načinu zdravljenja. Lahko pa seveda zdravnik v diagnostiki naleti na dvom, na problem, in lahko tudi za razjasnitev diagnostičnega problema oziroma težave bolnika napoti v to ambulanto, kjer bova z dr. Frljakovo zaključila sam diagnostični proces in se glede na izvide na to odločila v nadaljnjih korakih. Krasno. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Gospod Franc Zalar, vi imate veliko vsakodnevnih povezav z bolniki, ki se obračajo na vašo posvetovalnico za srce v Ljubljani, osebno, tudi prek vseh možnih digitalnih povezav.
kaj pomenijo nove diagnostične in terapevtske možnosti za bolnike in kako v bistvu Društvo za zdravje srca in ožilja konkretno recimo lahko pomaga bolnikom z ATTR. Kot smo že rekli, je naše osnovno poslanstvo ozaveščanje prebivalstva in seveda tudi našega članstva o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. In med drugim izdajamo tudi kar veliko literature, ki je seveda poljudna, namenjena splošni populaciji. Ob naši reviji so to še razne brošure, knjige, letaki, plakati. In tudi o današnji temi, o amiloidozi, kot skrajšano rečemo tej bolezni, smo izdali zdaj že drugo izdajo posebne brošure, ki jo lahko vsi, ki jih stvar zanima, dobijo v naši posvetovalnici na Dalmatinovi 10 ali pa seveda vsak dan. To bi rad poudaril, naša posvetovalnica deluje vsak dan v tednu, ali pa seveda tudi na drugih dogodkih, ki jih organiziramo. Veseli pa bomo tudi seveda vašega telefonskega klica, ali pa če se tudi na nas na kakršnokoli vižo obrnete, to pa imamo te moderne medije, pa celo kakšno klasično pismo sprejmemo. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je član Evropske mreže za srce in je član tudi Svetovne federacije za srce. Torej se mednarodno povezujemo v krovne organizacije in sodelujemo tudi z drugimi sorodnimi organizacijami po različnih državah. Sodelujemo seveda v teh rednih programih, pa tudi na posamezne teme, kot je amiloidoza, o kateri govorimo danes. Mi smo se okrog amiloidoze že velikokrat sestali in neka splošna ugotovitev je, amiloidoza je svetovni problem. Ključna naša, recimo temu, ugotovitev je, da ljudje premalo vemo o amiloidozi, premalo smo ozaveščeni in vsi v svetu se pravzaprav z istim vprašanjem ukvarjamo in tudi usklajujemo svoje programe in se izmenjujemo ideje, kako še bolj zavestiti vse zainteresirane o amiloidozi. Druga stvar, ki je tu prisotna, je prepozno diagnosticiranje bolezni. To je seveda povezano s prvo točko in recimo v nekaterih državah, za katere smo nekako mislili, da so lahko vzor, traja več kot 7 let v povprečju, da diagnosticirajo amiloidozo. Po mojih podatkih v Sloveniji ne traja tako dolgo. Je pa seveda hudič bolj črn, če pacient oziroma bolnik ne pride do zdravnika. Takrat pa lahko govorimo tudi o zakasnelih diagnozah. Problem je v svetu tudi v tem, da so ambulante, zdravniki zelo naredko posejani. Recimo v Braziliji 400 km do prvega zdravnika. Ni enostavno. In podobne težave. V vsakem primeru zgodno diagnosticiranje je ključ do uspeha. Še ena taka stvar je, s katero smo se soočili čisto vsi, je preprosto, da ljudje prepogosto pripisujemo svoje težave EMŠO-ju ali starosti. Mislimo, da tiste naše težave so čisto normalne v naši starosti. In to ni točno. Treba jih zdravniku. V brošuri je natančno navedeno, kateri so možni znaki za amiloidozo. Ko to preberemo, ni nič narobe, celo prav je, da gremo k zdravniku in da to preverijo. Še eno stvar bi rad povedal, mi smo bili si enotni v Evropi, da pozovemo odločevalce v Evropi, da se več denarja, več pozornosti nameni raziskavam bolezni in seveda razvoju zdravil in tehnik zdravljenja, čeprav je amiloidoza redka bolezen srca. Ampak menimo,
da še posebej zato, ker je povezana z popuščanjem srca, da bi morali nekaj več sredstev v to nameniti, da bi pospešili zdravljenje amiloidoze. Za konec pa bi vsakega od vas posebej vprašala, kaj bo oziroma bi po vašem mnenju najbolj izboljšalo izide zdravljenja bolnikov za ATTR. Se pravi, vaše sporočilo, kaj je najbolj pomembno za to, da najdemo čim več bolnikov, da jih čim več pozdravimo. In tudi na koncu, gospod Zalar, kot ste mi že rekli, ko sva se pripravljala na ta pogovor, izboljšalo njihovo kakovost življenja. Mogoče najprej dr. Zemljič. Vsekakor je bistveno in to priporočajo tudi evropske smernice oziroma praktično vse smernice, ki se ukvarjajo s to boleznijo različnih strokovnih združenj, da je potrebno na to bolezen pomisliti pri vsakem bolniku z srčnim opuščanjem, predvsem pri vsakem bolniku s srčnim opuščanjem z zadebeljenimi stenami levega prekata. Ključno, kot vidimo, je hitro prepoznavanje in ustrezna obravnava. Jaz mislim, da zelo pomembna je tukaj tudi edukacija samih bolnikov oziroma prebivalcev, bomo rekla, da vejo takrat, ko imajo težave, na koga se obrniti, kam poklicati, predvsem pa, da svojih težav ne zanemarjajo. Še posebej pri starostnikih je to zelo pogosto, veliko stvari se pripisuje starosti, saj sem star, pa imam težave, ampak veste, bolezni je veliko težje zdraviti, če zamudimo optimalno okno in zgodnja diagnoza je najpomembnejša, razvoj zdravil bo pa prinesel svoje še in verjetno bomo lahko v prihodnosti zdravili tudi bolj napredovane oblike bolezni. No, takole doktor Frljakova je rekla, večja ozaveščenost med bolniki, torej imate spet veliko dela, gospod Zalar. Amiloidoza je resna bolezen, res da je redka. Za uspešno obvladovanje amiloidoze sta pomembni vsaj dve zadevi. Eno je ozaveščanje prebivalstva, to se pravi, moramo vedeti, da to obstoja, pa kakšni so znaki, in pa postavitev čim prejšnje diagnoze, kar seveda pomeni, da potem, ko vidimo, da bi lahko bili ti znaki pri nas, gremo k zdravniku. In seveda od tam naprej je pot bistveno lažja, to moramo vedeti. In Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v vsakem trenutku pripravljeno pomagati vsem, ki rabijo pomoč. Zato se lahko obrnete na nas, na naše medije, pridite osebno na Dalmatinovo 10 v Ljubljano, pridite v našo posvetovalnico, pridite v naše podružnice, ki jih imamo po Sloveniji, pridite na dogodke, ki jih imamo in se pogovorite z našim medicinskim osebjem. Pogosto pa so naši gostje tudi zdravniki. Zato prisrčno vabljeni, skupaj bomo lažje obvladovali tudi amiloidozo. Najlepša hvala torej vsem za sodelovanje pri podkastu. ATTR amiloidoza danes ni več neznanka, zgodnjo diagnozo, sodobnim zdravljenjem in podporo bolnikom lahko bistveno izboljšamo kakovost njihovega življenja. Hvala lepa še enkrat vsem in nasvidenje.